Pozdravljeni. Danes bi rad govoril o čustvih. Namreč o tem, kako predmeti imajo čustva. Predmeti sami v času nastajanja materije kot takšna nimajo čustev. Čustva pa dobijo, ko se na njih prilepi gor to, kar jim dodamo ljudje in okolica. Bom takoj razložil, kaj se tiče okolice, ampak da najprej povem to, kar v bistvu smo ljudje. Glejte, ljudje ustvarjamo čustva. In zatem, ko komuniciramo z svetom, na kakršenkoli način ta čustva oddajamo v svet. In po zakonu energije, ki ga je postavil Einstein, so tudi čustva energije. Energija se ne izgubi. Torej, ta čustva se potem prilepijo na neki predmet ali povejmo na objekt, na katerem koli imamo pozornost oziroma s katerim komuniciramo. Ta čustva se pa ne nalepijo samo na te predmete, ampak tudi na predmete, ki so okrog. Včasih v času jeze, naprimer, ostanejo čustva v prostoru, kar naprimer lahko opazimo, ko naprimer gremo v kakšen gostinski lokal ali pa naprimer v Brliško Vežico, ko vidimo, da v gostinskem lokalu, ko stopimo notri, dejansko je zelo težka atmosfera. In enako v Brliški Vežici. Ta čustva se sicer s časoma sprostijo, ker jih nekaj ljudje odnesejo s sabo, nekaj se jih pač očisti oziroma se preobrazijo v druge oblike čustev, vendar pa čustva ostajajo. In v bistvu hočem govoriti o čustvih na predmetih, ki so na neki ravni ves čas izpostavljene javnosti. Predvsem bi rad govoril o predmetih, ki so gospodarskega pomena, se pravi, ki so izdelki, ki se prodajajo. Glejte, ti izdelki so v trgovinah zelo izpostavljeni. Mnogo ljudi gre mimo njih. Sigurno ste že opazili, da sta v trgovini bila dva enaka izdelka, ampak se je en zaznal drugače kot drugi. V bistvu je bilo to, ker so se čustva zalepila gor. Zato je bil dejansko občutek drugačen. Sigurno ste tudi opazili že, ko ste si oblekli pulover, da je enkrat bilo tak, drugič drugače. Ali pa da je, naprimer, da je vam je partner kuhal hrano in če je bil jezen, se je hrana čutila popolnoma drugače, kot se čuti, ko je partner pač ni jezen, ljubeč, vesel, kakokoli drugače. In glejte, za proizvajalce je zelo pomembno, da izdelki oddajajo čim bolj nevtralna oziroma ljubeča, radostna čustva. Dočim, če tega ni, bojo verjetno ljudje, ki pač izbiramo, glede na to, kako se počutimo v katerem izdelku, šli enostavno naprej in enostavno ne bomo izbrali izdelka kot takšnega. O čem govorim? Govorim o tem, da je zelo dobro paziti, kje imamo razstavljene te izdelke, ampak danes v potrošniški družbi je dejansko nemogoče ločiti izdelke od samih kupcev, kajti izdelki, tako rekoč povemo, po definiciji prodajajo sami sebe, tako da jih potrošniki vidijo, okusijo. Se pravi, je zelo odvisno, kakšne vrste potrošniki hodijo v vašo trgovino. Ali pa bom povedal tako, kakšna so njihova čustva, kajti ta čustva ostanejo na izdelkih. In če imajo, naprimer, glede neke blagovne znamke, kupci zelo slabo mnenje, bojo že verjetno šli z odporom v takšno trgovino. In pogledajte, ta odpor, ta čustva se bojo zaznavala tako v prostoru, kot na samih izdelkih. In včasih ta čustva enostavno ne bo možno zaznati na zavestnem nivoju, ampak bomo enostavno v telesu čutili neko nelagodje. In
enostavno bomo šli mimo takih izdelkov, ne bomo se zaustavili, niti ne pogledali ne bomo. Oziroma tudi, če bomo probali, bojo čustva, ki bojo v izdelkih, ki ga bomo dali na sebe, oziroma k sebi ali v sebe, povzročila, da se bomo enostavno počutili slabo. Torej, kaj storiti v takšnem primeru? Ena izmed poti je, da dejansko izdelek očistimo čustev. Pa to ni neka čarovnija. Glejte, v bistvu vse to počnemo vedno, ko čistimo stanovanje. V bistvu ga ne očistimo samo v prahu in pač umazanije in tega, kar je pač potrebno, ampak v bistvu s tem, ko čistimo vse to, kar je v stanovanju, čistimo tudi čustva. Je pa res, da v bistvu ne moremo, oziroma zelo težko, da bi vedno v trgovini, po zaprtju trgovine, vedno očistili vse izdelke, ker izdelki takrat zgubijo tisti naravni lesk oziroma naravni danost kot novi izdelki. Se lahko zgodi tudi to. Je pa ena dobrih poti ta, da se namreč ti izdelki očistijo čustveno. Govorim namreč o eni temi, ki je mogoče v javnosti nekako potisnjena v ozadje, ker smo bili pač učeni, da obstajajo samo stvari, ki jih pač lahko vidimo, čutimo ali pa kakorkoli drugače razumemo. In v bistvu imamo v javnosti neke instrumente, ki nam govorijo, kaj je možno in kaj ni možno. No, ne bom se zdaj s tem ukvarjali, ampak povemo, obstaja v bistvu način, sigurno vsi poznate takšno ali drugačno obliko zdravljenja, ali narave, ali ljudi, se pravi, govorimo o zdravljenju z energijo. Daje se očistiti prostori, daje se očistiti izdelki, daje se očistiti vse. V bistvu kot vse ostalo lahko očistimo tudi izdelke. Vendar pa hočem izpostaviti samo to, da je zelo odvisno, kdo in kaj dela. Kajti namreč človek, ki se ukvarja z energijo na en način, rabi kar nekaj časa, da začne tudi druge stvari vključevati v svoje delo. Torej, kaj jaz počnem? Jaz počnem to, da v bistvu očistim vse te izdelke, čistim prostore, blagoslavljam prostore. To pomeni to v bistvu, da jih na nek način v njih pripeljem energijo, ki je primerna oziroma primernejša za bivanje. Ukvarjam se z čustvenim inženirigom, kar pomeni, da v prostor pripeljem čustva, ki so ljubeča, radostna, vesela. Potem tudi izdelke v bistvu plemenitim z temi čustvi. Pa ne govorim toliko zdaj samo mogoče o izdelkih, ki se prodajajo, govorim tudi na splošno. Namreč sigurno ima kdo od nas doma kak izdelek, ki se je kar naenkrat spremenil. Pa ne govorim toliko mogoče o tem, da je postal črn, ker tudi če ga očistimo, izdelek še vedno daje čisto drugačen vtis. Govorim o tem namreč, da lahko v določene izdelke oziroma predmete dam notri čustva, kot jih pač želi tisti človek. Lahko se tudi, naprimer, otroške sobe se prepojijo z čustvom radosti, igrivosti, veselosti. To pa pomeni samo to, da bo, naprimer, v tem prostoru človek oziroma otrok čutil podporo v svoji otroškosti, v tem, kar je. In ko bo prišel tam ven, se bojo pritiski pač bojo takšni, kot pač so, oziroma bo okolje takšno, kot je. Se mi pa zdi zelo primerno, naprimer, tudi naprimer za delovne prostore, ker vemo, da je naprimer ogromno včasih čustva nagrmadenih in je težko delati enostavno. Včasih imamo stres, nas glava boli,
težko se osredotočimo, ali čutimo v telesu karkoli. V bistvu bom tako povedal, dosti teh stvari mogoče niti ni naših lastnih, ampak jih prinesejo ljudje, ki prihajajo v ta prostor. In ta čustva tam ostanejo. In potem kot taka vplivajo na to, kar mi smo. In v takšnem okolju se težko osredotočimo na to, v bistvu, kar počnemo. In normalno, zmanjša se naša učinkovitost, kot je na primer tudi doma. Če je na primer ozračje nabito z jezo in strahom, na primer, da en partner prinese to stvar oziroma to čustvo od nekod domov, se kaj lahko zgodi, da se drug partner zaplete in se začne, povejmo, ena taka zelo resna svaja. In v bistvu, ki ne služi nikomur, ničemer. In v bistvu, dejansko jaz ustvarjam ljubeča okolja, ki podpirajo ljudi pri tem, kar pa želijo oni biti sami. To pomeni to, ne, gledajte, če smo v prostoru, ki je neobremenjen z jezo in strahom in za tem vsem, se dosti lažje odpremo in počnemo stvari, ki jih pač mi sami želimo početi. V nasprotju z tem, ko je na primer prostor nabit s strahom, s prisilo, s pritiske, ker v bistvu ne moremo sproščeno delati to, kar si želimo. In v bistvu to pomeni samo to, da v bistvu v tem trenutku ne dajemo iz nas polnih potencialov, ker smo obremljeni z čemer drugim. Skratka, zelo je dobro, če je prostor neobremenjen z tem. Ker gledajte, tudi ko sta partnerja, naprimer to, kar sem prej govoril, če je jezen, naprimer en partner je ljubeč in bi lahko podprl ljubeče otroka, ampak ker drug partner mogoče prinese to jezo, se spreta in otrok to zadevo čuti. In v takšnem okolju tudi otrok ne more, pač v tistem trenutku ne more nekako se ljubeče razvijati. Pa to mogoče traja tudi po več dni, da se partnerji v bistvu razrešijo te čustvene prepreke. Skratka, vse to se da očistiti, vse to lahko gre ven. Torej, če kdo želi to, spodaj je moja telefonska številka in me lahko kontaktirate. Svidenje.